Lep pozdrav, dragi naši. Jaz sem danes za vas en video, eno druženje bomo posneli. Zaradi tega, ker vam bi rad nekoga predstavil. Rad bi vam predstavil Matejo. Matejo je že dolg časa poznam iz privat življenja, že leta in leta in leta. Več kot 10 let, ja. In sem zelo vesel, da je del mojega življenja, ker je fantastična oseba. Mateja je super človek, kot punca je super, pametna je. Če imamo s Kristi ponovadi s kom kakšne debate, veš, kakšne psihoanalize določenih ljudi ali pa rešujemo kakšne svetovne situacije ali pa naprimer vedno, ko so kakšne take resna vprašanja življenjska, ponovadi to z Matejo debatiramo, ne? In vedno, ko se dobimo, se družimo v kakšne restauracije ali pa se družimo ne vem, doma, ne, na kavču, vedno so neka pametna vprašanja, vedno so neki pametni odgovori. In toliko sem bil vesel, ko je Mateja se odločila v neki točki svojega življenja, da bo začela s coachingom. Ona je naravni coach. Ona je človek, ki ga jaz vprašam za kakšno mnenje, ki res vem, da rabim neko konkretno, konstruktivno mnenje. In vedno od Mateje dobim nek zorni kot ali pa dobim nek pogled, za katerega sem ful hvaležen. Tako da poznam njo, poznam njeno družino, vsi so fantastični. Mateja ima čudovito življenjsko zgodbo, ima čudovite izkušnje, ima zmage, ima spone, ima padce. In danes sem vesel, da bomo lahko del tvoje zgodbe, pa del tvojega pogleda na življenje, pa del tvojih bitk skupaj predelala in delila z ljudmi. Zaradi tega, ker vem, da veliko ljudi se bo prepoznalo v tvoji zgodbi in vem, da imaš veliko informacij, katere ljudje rabijo. Ne? Tako da, dobrodošla z mano danes prvič skupaj, ne? Ja, samo res prvič pred kamero. Ja. Jaz moram povedati, da sem mogoče malo živčna, če bo na začetku malo nervoze, ker je prvič pred kamero, drugače pa hvala za priložnost. Ja, ko mi čakam, da začneva brskati. Dajma. Z Matejo smo se pogovarjala, kaj bi pa midva danes, čemu bi se posvetila, ne? Pa smo nekako oba ugotovila, da so ljudje na tem planetu oziroma v Sloveniji kar tako kolektivno zadnje čase malo živčni. So malo nervozni. To je najverjetneje posledica ful veliko stvari, ko so se v zadnjih letih dogajale, ne? Vsega. Ja, tudi jaz sem to opazila, da je pač veliko ljudi, čedalje več se jih sooča z anksioznostjo, z raznimi strahovi, z tudi depresijo, z raznimi paničnimi napadi in tako naprej. Jaz moram reči, da sem se s tem soočila zelo zgodaj. Tako da sem zdaj ta čas, ki je bil dejansko za veliko ljudi zelo kritičen, pa so imeli veliko težav, verjetno večina tudi zaradi tega, ker pač prej ni na tem delala, sem jaz, moram reči, kar zelo dobro prenesla. Tako da dejansko zdaj vsi ljudje, ko govorijo, vsem je zelo naporno pa težko. Moram reči, da jaz sem se že oborožila z vsemi temi mojimi, kako ne rečem, z mojimi orodji in orožji, tako da sem dejansko v zadnjih letih, lahko po dolgem času, jaz sem stara 42, po 40 lahko rečem, da sem res v redu. Iskreno lahko rečem, da sem v redu. Zdaj jaz drugače težave z anksioznostjo sem verjetno imela že iz otroštva. To sem zdaj hotel vprašati, ne? Ja. Ker ko te človek zdaj pogleda, ne, vidi eno ful lepo, pametno sestavljeno žensko, ne? Ampak gremo nazaj, ne, ker anksioznost oziroma tesnoba, živčnost, karkoli se vedno nekje rodi, vedno nek trigger, vedno neka stvar, ne. Pa da malo zdaj ljudem povedamo, kdo si ti v ozadju, ne, tvoj background. Daj, bomo začela najprej, kakšna je tvoja zgodba? Povej, kaj si razmišljala, ko si bila majhna punčka, kam te potem življenje odnesel, kje si se potem kot odrasla ženska začela v karieri razvijati, kako si zastavila življenje? Jaz bi samo prva mogoče repliko na tisto, ko si rekel, da ko me pogleda, pa mogoče zgleda vse v redu. Ja, točno to, pač pri ljudeh nikoli ne vemo, kaj se zdaj dogaja. Vedno smo ljudje, imamo neke maske gor in pač moja maska. Jaz sem v resnici pozitiven človek, ampak tudi takrat, ko mi ni bilo lahko, ko mi je bilo zelo težko, sem jaz imela pač to masko gor. Ja. Masko v bistvu nasmeha, ne? To je tudi v eni pesmi. Najbolj znana maska na svetu. Tako, Smile is your makeup, ja. Tako da to je pač mogoče čist prva zadeva. Tako da, ja, kako zgleda, pa kaj je v resnici, sta dve čist različni zadevi. Zdaj že iz otroštva, jaz se nisem zavedala kot otrok, da je karkoli narobe. Jaz sem vedno mislila, da mi je super. Jaz otrok bom rekla tam res do tam 15 leta. Ne? Skratka, jaz sem mislila, da je super, vse je bilo, vse sem pač imela, sem mislila, dosegla, sem mislila.
Ampak potem zdaj, ko nazaj gledam, ni bilo čisto tako, samo jaz sem res bila kot v enem programu noter, ki ni bil pač tudi čist moj, ne. Jaz sem ga pač živela, tako kot rečemo, v nulo, ne. Kaj to pomeni? Kak program? Program se pravi, da je treba biti priden, popoln, učinkovit. Ja, to je recimo ena izmed mojih takih močnih besed, ali kako ne rečem. Se pravi, da je treba hitro priti do cilja, vedeti, kaj so cilji in takoj, to nimaš časa razmišljati preveč, ne. Se pravi, to je treba samo delati, učinkovitost, priden, in to je ena beseda, pridna, no, ker sem jo slišala zelo pogosto, ker sem bila majhna, ker sem jo prezirala, res. Ja, ne vem, to mi je zmeraj, pa v resnici ni slaba beseda, ampak jaz sem jo prezirala, ampak verjetno ravno zaradi tega, ker po eni strani sem delala vse tako, kot je bilo treba in dejansko sem bila pridna, ampak po drugi strani po moje bistvo je pa govorilo, ne, da ima Mateja, mal stres, mal ne biti tako čist po regalcih, ne. Tako da, skratka, jaz bi rekla, da je vse v redu, ampak dejansko pa ni bilo tako enostavno. Recimo, pač mami pa oči sta se ločila zelo zgodaj, jaz sem najrajši, v bistvu nisem bila, najljubši spomini niso bili doma, pri očetu pa mami, ampak pri atu pa mami, to sta pa dedi pa babi. Jaz jima rečem, sem rekla ata pa mama. Se pravi, jaz sem preživela večino tistega otroštva, ki sem omenila, pač z ata pa mama. Koliko si bila stara v tem obdobju? Ja, in to, se pravi, ko je ata umrl, ko je bila pač prva, ker meni dejansko trije bistveni ljudje v mojem življenju so bili pač ata, mama, se pravi dedek pa babica, od mami pa mami, ne, ko so v mladosti. In dejansko je potem moj očetovska figura, sem jo izgubila pri 12 letih, ne. Se pravi, to je bil pač prvi šok in ne samo to, takrat sta se pa še starša ločila, pa smo se še preselili, midva sva se preselila drugam, tako da dejansko sem, in se pravi, tudi spremenila vse prijatelje, takrat smo midve s Kristi sva bile v moji prvi šoli oziroma v prvem delu do 12 leta skupaj, potem sem izgubila vse prijatelje, vse na novo. Ampak tako, kot sem rekla, sliši se tako, zdaj, ko nazaj rečem, tole pa kar bilo veliko, jaz iskreno, ali sem to potlačila, jaz ne vem, jaz sem delala naprej, kot da ni nič, ne. Jaz se nisem s tem ukvarjala, jaz sem sicer, žalovala vse to, ampak pač to je, ne, to moraš pač čez svet. Kor spremembe, ločitev, izguba nekega ljubljene osebe, izguba prijateljev, lokacija. In to so neke stvari, ko je res globoko človeku dajo zamisliti ali pa ga prešekajo, ti si pa šla. Ja, jaz sem šla pa takrat tako, kot da ni nič. No, in mislim, da tukaj se vse skupaj začne, verjetno se že prej začne, ampak jaz se tistega ne zavedam, ne spomnim se, kako je bilo, ko sem bila pač, ne vem, 5, 4, 3 leta stara, ne. Tako da ja, kot da ni nič, ne. In skratka, potem srednja šola, pač smo imeli vsak svoje težave, ampak spet, jaz pač sem trpela, ampak tega ne bi noben ugotovil, spet vse super krasno. Tudi naprej, pa še kar jaz tu na svojem. To si jaz predstavljam zdaj, kada sem vdihala in nisem izdihala do 25. leta. Tako imam jaz občutek, ne? Zdaj. Sem mogla kar vdihati. Zdaj za nazaj diham. Zdaj za nazaj diham. Ja, skratka, in naredila vse, kar je bilo treba. V rokih, faks, spet imam občutek. Kaj je bil tvoj faks? Drugače po izobrazbi, jaz sem končala ekonomski faks. Pa si tudi v ekonomskih vodah imela službe? Tako, sem bila predvsem v ekonomskih vodah. Prva oziroma druga služba, ki je bila sicer meni zelo zanimiva, pa mi je tudi veliko dala znanja, bom rekla, o odnosih, pa o tudi delovnih okoljih, je bila revizija, sem dolgo v reviziji delala. Ampak v glavnem tik preden sem pa, se pravi, revizija je bila meni super služba, sem si želela, zdaj se mi je, da sem prišla, kad bi rekla, zdaj sem pa prišla na zeleno vejo, ne, tik preden sem šla v to službo. Končala vse, bila v super odnosu z Davidom, z mojim zdajšnjim partnerjem. Že skratka, po nobeni logiki ni bilo nič nekaj tazga, zdaj mi pa grozi, ne, da zdaj se bo življenje sesulo, da bi bilo meni lahko kakorkoli grozno. Točno v tem obdobju. To se pravi, da midva imamo zdaj navzven matrico, Mateja, imaš dobro službo, v kateri se lahko razvijaš, finančna oziroma revizorka, ne? Imaš fanta, ki je v redu, ti si fizično pa to v redu, imaš podpornega nekega starša in to se pravi nazven, zdaj to zgleda tako, kot je, ne?
popolno, oziroma dobro, kakorkoli, ne? Ja, no, se bom Zdaj si pa namignala, da se je pa nekaj zlomilo, ne? Se je meni to zgodilo, bilo se pravi 17 let nazaj, 18, se ne vem zdaj točen koliko, ampak blizu 20, ne. V Sloveniji takrat mislim, to že v svetu se je, jaz vem, ker pač me je ta zadeva zanimala, ampak v Sloveniji pa ni bilo še tega tako, ne. Ni bilo niti izraza, anksioznost, tesnova. Sploh pa ni bilo izraza izgorelost. Ja, zaradi tega, ker... Ni bilo, tega se slaše z ljudje niso... Kaj se je rekli takrat? Pej delat, Ja, to se je rekli. Ja, kako kompliciraš, kako dramatiziraš, ne? Pej delat se je rekli, točno tako in ja, sejno, to lahko rečem. Tudi moja mami je imela malo težave s tem, da je pač tista klasično prepričanje, ne, če je kaj narobe, ne, se pravi, se slabo počutiš, pejt ven, telovat, pejt v hribe. Fokusiri se, ne? Ni to tako. To je takrat, kad je še preden padeš dolno. Se pravi, tukaj začenjamo govoriti o nekem začetku depresije, anksioznosti, tako obojega. Tukaj je pa ta prelomna točka, bom rekla, je prelomna točka, ni bistvena točka, kako ne rečem, da je mene definirala. Jaz sem samo v tem trenutku do konca prišla, ker prej vseh tistih točk, kako si omenil, v bistvu jaz mislim, da si nisem pustila niti predelati, preživeti, prežalovati, pretrpeti, ampak pač jaz sem... Zakaj ne? To je tisto, kar sem rekla na začetku, pač nenavajena. Pač toliko sem poosebila ta način delovanja, ki je bil pač moji družini tudi blizu, ne. Se pravi, mami pa spet ata pa mama, ne. In to te je vodilo v kakšno delovanje, naprimer, tehnično? V pridnost me je to vodilo, ampak v tako pridnost, da sem sebi škodila. V smislu kaj, da si v službi mogla vse narediti tako, kot je bilo treba? Ne, to je zdaj govoriva, to sem pred službo v bistvu že vse to imela v šoli. To je bilo še šola, faks, se pravi do mojega 24. leta, ker to se je zgodilo pač pol leta potem, ko sem končala faksa, ne. Se pravi, preden sem imela prvo službo. Ampak sem jo že imela, samo nisem še začela delati. Tako pač, da sem dejansko, predstavljali si, to ni bilo odstopanj, to ni bilo v mojih možganih, ni bilo možnosti, da česa ne bi naredila, da se ne bi naučila za kontrolko, da ne bi šla v šolo, da bi špricala, da bi padla izpit. To pa res, jaz pač nisem bila tisti človek, nisem imela take pubertete ali pa tega obdobja, da bi takaj metali. Da bi me metali. Mene, če je metal, mene je na noter. Jaz nisem navzven to kazala, ne, pa se upirala. Jaz sem v bistvu, nisem, bom rekla, trpinčila drugih, kar pač to je malo, ne. Jaz sem sebe. Jaz sem bila mojster, kako bom sebe to do konca. Ampak jaz tega nisem tako videla. Jaz nisem vedela, da to ni normalno, da skar vsak 3 dan bruham zjutraj, preden gremo v šolo. Kaj, zaradi živcev? Ja, zaradi tega pritiska, zaradi tega, ker sem bila pač toliko živčna. Nohti, grizanje nohtov, meni se je to ful zgodaj začelo. Je šele zdaj, kad nazaj gledam, jaz dihati recimo nisem mogla. Jaz sem bila, se pravi, sem bila pred 12 letom, ker se je že spomnim, ker nisem mogla globokega vdiha narediti recimo, ne. Ampak tega se pravim, to je bilo leta 90. Kaj, ne moreš dihati? Ja, daj bolj vdihan, ali ne moreš dihati, dihaš, v redu je, pet naprej, ne. Sploh se nisem ukvarjala s tem, iz tega sploh povedala nisem nobenu, ker pač se mi je zdelo, pač, ne, vsi kdaj težko dihajo, pa vsi kdaj se jim vrti, pa bruhajo zjutraj pred šolo, a ne, ja. No, ni bilo tako, ampak se pravim, jaz sem to šele pol, jaz sem v glavi imela, vse je v redu, ti si v redu, okolje je v redu, sem pet naprej. Jaz dejansko nisem nikoli prišla pod tisto plast, pod to masko, no, dejansko. In kje je bilo pol pri tebi, kaj se ti je zgodilo? Kje je bila tista breaking point, tista točka, ki se ti je pa... Mislim, da sem se sprostila v bistvu. Okay, Sprostila, se pravi, dejansko sem imela malo časa zase, nisem bila skozi pod tem pritiskom, biti popolna, ne, pač delati vse prav, vse. Plus tega dobila sem zelo močno drugo podporo, ali pa bom rekla drug pogled na svet, prej je bila to samo mami, pa je bil pa to še David. In pač on je bil precej drugačen, ne. In preko teh pa verjetno je še kaj, tudi kakšni, ne, čeprav takrat so se glih s Kristi izgubile, kar mi je zelo žal, sva se pa spet sicer najdle. Ampak recimo te dve zadeve, se pravi to, da sem se dejansko sprostila, da sem imela čas zadihati, sebe spoznati,
in spoznati sebe prek Davida. To si bila stara koliko? To sem bila stara, ko se je začel, vse to sem bila stara 21, ampak ko sem se sesula, sem bila 24. Se pravi, je trajalo nekaj časa, ne, Davida spoznala pri 21. Potem dejansko, ko sem bila z njim, je bilo pač drugačne. David jaz poznam, David je drugače res fajn. Res je fajn. Ja, David je super, fantastičen je, tako da sem vesel, no, da sem ga tudi prek tebe spoznal. In ja, tudi, naprimer, ko se jaz z Davidom pogovarjam, ali pa smo se kdaj pogovarjali, pa to, sem že jaz kot friend od njega dobil nek zorni kot, neka informacija, nek feedback, tako da tudi on, veš, je coach, pa to, ne, tako da fajn. Ampak prej si je rekla, da si se zlomila, ne? Kaj to pomeni? To je, da zvečer ležim v posli, sva bila z Davidom tik preden zaspiva, tako lepo tišina, mir, luč se ugasne, me začne srce nabijati. Iz nič, presežem iz nič, začne srce nabijati. Nekaj časa jaz tam ležim, nisem ga hotela prestrašiti, ker on je zelo tako, vem, da ga je bilo strah, no, da je zelo čutil to. Nekaj časa ležim, jaz tako, to ni v redu, jaz bom umrla. Res, jaz sem mislila, da mi bo srce eksplodiralo in to je začelo čedalje bolj delati. Iz nule, v spanju, niti ne, da bi rekel, zdaj sem hodila okrog, ali pa da sem se vsaj pogovarjala. Ne, dejansko tišina, mir, rečeš, zdaj bom pa zaspal, srce je začel nabijati. Da sem ga pa zbudila, me je pač verjetno par minut to gledal. Jaz se tega zdaj ne spomnim, ker sem bila res jaz sem mislila, da umiram. Presežem, jaz sem mislila, da bom v tistem trenutku umrla. Jaz hoditi nisem mogla, jaz nič nisem mogla in me je pa se spomnim. Nesel dol, ker tudi niso imeli takrat, to je bilo v enem bloku, nesel po rokah v avto. To je bilo še tam, v Litiji je bilo, skratka niti ni bilo blizu Ljubljane. So me peljali pol v nek ta ambulanto, kaj sem kaj. In na začetku me tja priklopijo. Jaz mislim, ok, bojo že povedali, ne, me bojo zrihtali, ampak meni je res to grozno. Srce nabija. Merijo tako 160 ali pa več v mirovanju, zdaj to že 15 minut vsaj ali pa še več. Ne. In oni tako, ja, bomo malo počakali, ne, to se ponovadi umiri. Mislim, da sem bila, ne vem, pol ure tam še več. Pa sem pa videla, da je njih začel strah ratovati, ne, ker meni se pač srčni utrip ni znižal. In ko sem jaz videla, da je njih začel strah ratovati, je meni še bolj začel strah ratovati in valjda se je meni srčni utrip še bolj povišal, ne, to zdaj vem, ne, takrat nisem, ne. In jaz bom umrla, jaz vem, da je to konca, ne, pač meni bo srce eksplodiral, srce komi dela, ne, zdaj se ful muči, to je bilo pač moje razmišljanje v glavi, ne, srce se ful muči. In so oni rekli, ja, nič, ne vemo, kaj naj, z rešilcem v Ljubljano. A ne, zame je bilo to, ja, nič, to je to, a ne, mislim, če te pa z rešilcem v Ljubljano peljajo, pa, ne, sem še... Ja, to je tisto. Pa sem še na žale. Če niste z Ljubljane, se ga Ljubljana sem zares nastavila. Pa sem še na žale, to je kar najboljš, da kar skrajšamo, ne, res. Ja, verjamem. Sem ja moj črn humor, ampak ja. Ne? In se nič ne spomnim vožnje tja, pa to je moglo biti... Jaz se nič ne spomnim tega. Jaz sem vem, da smo bili tam, da sem bila tam, ko so oni rekli, zdaj pa resno v Ljubljano in potem sem v Ljubljani tam. Tam so pa po moje že videli kakšen tak primer, ker se spomnim, kako sem bila najprej zgrožena nad tem zdravnikom, ki me je pač to pregledal pa vse, pa se ni nič kaj dosti sekiral, no. Tako je bilo, jaz sem bila tam, ja, pa rešite me, jaz tle umiram, a ne, vi pa tle zdaj vsi tako cool, a ne, počakajte malo, se vlešte, malo prespite, ne. No, skratka, ja, tam pač se je pol nekako umiril tisti srčen utrip, po parih urah, sicer je res dolgo trajalo, so me imeli tam čez noč in potem sem šla domov. Jaz sem bila toliko zmučena od tistega, ker meni je dejansko srčni utrip par ur bil na 160 ali pa še več, ne. Tako da sem se že samo iz tega pol mislila, je bila to potrditev moja, ne, da je dejansko nekaj fizično narobe. Skratka, to je bila moja izkušnja prva in to huda, na srečo, ne na žalost, edina. Zato, ker od takrat naprej sem pol vedela, kaj je to. In to je? In to je bil totalen, paničen, anksiozen, kakorkoli bi že temu rekel, ker je bil v tistem trenutku toliko močen napad. Okay. To lahko se kaže tudi na drug način, ne? Recimo jaz imam zelo izrazito na srce, ne? Se pravi, me začne blazno srce nabijati. Ampak ja, to je pač veliko ljudem pač stiska v prsih, ne morejo dihati. Večinoma imajo občutek ljudje, ki imajo ta anksiozni napad, da jim, sploh, ko se ti prvič zgodi, ko ne veš, kaj je to, da imaš srčni, tako, da imaš srčni napad. Ali pa kako netje, trbušne, tako, slinoke. Tlele nekje noter, ja. In tako pač prišvican cel, srčni utrip, vroče, skratka, zelo podoben, ko si pač predstavljaš, da umiraš.
Tako da mene je bilo blazen strah, ampak sem imela, moram reči, pa srečo, veliko srečo, kljub temu, da se mi je to tako zgodaj zgodilo, da sem imela pa splošno zdravnico, ki je bila pa po mojem malo pred svojim časom. Sicer malo starejša gospa, ki me je pa znala tako lepo pomiriti, ki je vedela, da je treba najprej sicer vse fizično pogledati, čeprav mislim, da je že takrat ona vedela, da je moja težava predvsem moj ampak mi je vse možnosti povedala, ker drugače obstaja tudi dejansko imajo ljudje lahko težave z uravnavanjem, ne vem, kako se točno to reče, ker nisem zdravnik, srčnega utripa in znajo, a se ablacija reče, a kaj se reče? Ablacija je postopek, mislim, ki se za aritmijo uporablja, ne, da se... No, a pa mogoče to vem, da dejansko mi je že ona takrat rekla, če bomo pa videli, da ni to, te pa lahko dejansko pošljemo tudi tisto, pač dejansko neka mini operacija, nekaj narediti. Skratka, obstajajo, lahko je to pač tudi dejansko neka fizična težava, ne. No, skratka, smo vse pregledali in prišli do zaključka, vse, od srca, trebuha, prišli do zaključka, ja, da pač imam jaz težave, ne, in zdaj pač prva stvar, to sprejeti. Kako bi ti definirala zdaj te težave, naprimer, zdaj iz nekega psihološko, coaching vidika, kako bi rekla, kaj so bile tvoje težave? Moja težava je bil konstanten strah, to je pač anksioznost. Okay. To je pač ta kronična anksioznost, ki je v bistvu, se pravi strah ali pa anksioznost, kaj je to primarno, je to narejeno, da nas zaščiti, ne? Nam koristi, recimo, ne vem, tebe more biti strah, če pač stojiš pred, mislim, more, je prepadom, pač dober, pred prepadom, ne? Ali pa če, ne vem, ti avto, se pravi, voziš, pa ti pride nasproti tebe, ne? Pa tik pred tem zapelje, hvala Bogu, ne? Pač, ampak če se bilo pa tebe strah? No, in hotela sem reči, to je dobro, ne? In takrat se ta anksioznost strah bi dvignil, potem bi pa spustil. Pri meni je bil problem, da ni šel nikoli dol. To se pravi, biološki strah, ko pride situacija, se ti sproži, hormoni podivjajo, ampak ko nevarnost mine, ko poštekaš, se nazaj umiri. Bi se mogli umiriti, se pravi, živčen naš sistem bi mogel pač reči, ja, ni treba več bežati, ni treba freeze flight, pa tako naprej, ne. Ja, pri meni je bilo pač to pokvarjeno. In jaz si nisem znala, dolgo nisem znala pomagati, zdaj si zelo dobro znam, ampak recimo, jaz vem, jaz lahko konkretno iz svoje izkušnje ful to povem, jaz sem si, se pravi, kako se je pri meni anksioznost začela. Jaz sem začutila nek občutek v telesu. Ja, vsi imamo neke nepravilnosti, neke stvari, ki se nam dogajajo v telesu, ne, ki jih lahko začutimo zdaj. A so to neki metuljčki, neki živci tle začnejo delati v srce, lahko tudi majčkeno takole naredi, preskoči, ne. To je nekaj normalnega, ampak pri meni, ko sem jaz začutila karkoli, najmanjša stvar v srcu. In to na začetku je bilo že tako, da tudi če sem, ker še nisem se obvladovala, recimo, če bi tekla, je normalno, da se ti dvigne srčni utrip. Mene je že tega ratal strah. In skratka, pri meni se je začela anksioznost v telesu. Jaz sem dolgo mislila, da sem se pregovorila v to notor, ali kako ne rečem, ampak jaz vem, da dejansko sem imela to fizično ali ta zdravstveni strah, ali kaj sem kakšen. Se pravi, občutek v telesu in potem moja glava, nekaj se dogaja, a bo spet, ne vem, začel srce utripati, ali ti bo srce odpovedal, zdaj ti bo pa sigurno odpovedal, ne, to, srce je še bolj začel utripati, jaz ko, evo, sem rekla, ne, konc bo srce začela švica, mislim, se pravi, totalno sem se ponovadi spotila, vroče, dihati nisem mogla in to je kar stopnjevaj se. To se pravi, glava je programirala srce se odzval na program, se je lup ustvaril. Tako, in se je totalno lup ustvaril. In jaz sem imela triggerje, jaz vem, da sem imela triggerje, ki so bili pač ki niso bili tako, kako ne rečem, da iz preteklosti, da pač se mi je nekaj takega zgodilo, pa bi zdaj me tista stvar trigirala. Jaz mislim, da sem se prav naučila, da so to moji triggerji, ker to so bili recimo taki triggerji, ki ne moreš, ne vem, na televiziji je bil program in je bila medicinska oddaja in se je začel slišati srčni utrip. Jaz, če sem slišala ti srčni utrip, tisto, ki so pač ali pa pač karkoli je bilo z mojim srcem, pač moj srce je začel to. Kaj se ti je ta celični spomin ustvaril takrat na pregledu v kliničnem? Tudi vse, kombinacija vsega. In sem si potem sama,
to je bil pač, jaz mislim, da lup. No. To je bil lup, se pravi, to je bila zanka, s kjer nikakor nisem znala. To je tako skoraj bi jaz rekla, ker je vprašanje kura jajc, ne sicer, zdaj vemo, ampak jaz sem to prepletla, da pač sem pomislila in povezala s tistim in tisto je reagirala na to in naslednjič, ko je ta to videl, je pač pa ta reagiral, pa nazaj vplival na to. Kratka je bila zakomplicirana. Ti si zdaj pač imaš osebno izkušnjo tesnobe in veš, naprimer, kaj te je pripeljalo do nje, ne? Veš, katere so situacije delovanja. Si šla pa v coaching, kjer si zdaj nekako ugotovila, da veliko ljudi ne razume svojih čustvenih, psiholoških stvari, ki se jim dogajajo, ne? Kaj bi bil zdaj tvoj prvi nasvet za nekoga, ki se mu to dogaja? To se pravi, kako si se mogoče ti, prvi koraki, kako si se ti začela s tem soočati, da se postaviš nazaj, da vzameš pod kontrolo, če lahko temu rečemo to stvar, kaj je tvoj nasvet nekomu, ki zdaj je rekel, mene tudi duši, mene tudi to dela, Matej, jaz imam tudi to, mene so tudi neke strahove, ki se mi kar pojavijo, jaz ful tudi hočem ogajati ljudem, ne, jaz se toliko vidim v tebi, kaj bi zdaj svetovala, da je prvi korak, oziroma kaj bi bil tvoj prvi korak? Prvi korak, ki je po moje najtežji, meni je bil najtežji, pa se sliši tako enostavno, je priznati si sploh to. Ne? Se pravi, priznati, da imamo neko težavo. Ker jaz vem, da recimo jaz pri sebi si nisem priznala, da imam težave, ne? Tako, kot sem rekla, dihanje, pa tisto, pa tako naprej. Ker to je pač tako življenje, ne? Življenje ni enostavno, življenje ni težko, pa tako naprej. Tako da to je prvi korak. Tako da če ljudje pridejo, če bi ljudje prišli ali pa tudi se s prijateljem pogovarjali, z mano, s komerkoli, pa da že vejo, da imajo to težavo, so že ful veliko naredili. Res, ker veliko ljudi, vem, da se sliši to mogoče smešno, ampak res ljudje si enostavno ne priznajo. To je tako, ker velikokrat pač resnica boli, ne. Ker mislim, mogoče je to zdaj tako razmišljam, zakaj je to, zaradi tega, ker pa si moraš priznati, da pač nisi popolna, ne, da pač ni vse v redu. Da ni to una slika, ki jo hočeš ne, na Instagram dajati, ne, ker pač, ja, ni je drugačna, ni Instagram resnica. Tisto, kar je doma, ko Instagram ugasne, ne? Tako. Skratka, to je prva stvar. Druga stvar je pa, se pravi, priznati si, sprejeti, da ne boš nikoli več tak, kot si bil. Ker vsaka stvar, vsaj jaz sem tako videla pri sebi, da vedno, dokler se nisem spravila po domaček sebi, sem iskala pa težila k temu, ko bi le bila taka, kot sem bila prej, da bi se le vrnilo na tisto stanje, ki je bilo prej. Ne, tistega stanja ni več, mi smo zdaj tukaj, zdaj to lahko si predstavljaš, ne, pač psihološke hrane ali psiholoških sprememb se ne vidi, ampak je pač rana, ne. Zdaj, če bom jaz tlele se porezala, ne, sicer se bo zacelila, ampak to bo vedno ostalo. Jaz ne bom nikoli več taka tukaj, ne. To je bila meni, tega jaz nisem nikjer druge slišala, ampak jaz vem, da meni je bilo to zelo, zelo, zelo močno, ker nisem hotela sprejeti, da je zdaj življenje pač drugačno. Ne? Se pravi, sprejeti, pol biti pa pripravljen ne obupati. Evo, jaz bi pa sem to rekla. Tehnik pa tega je toliko veliko, pa samo ne obupati, ker vse se da zrihtati. Res se da, pa to se še mogoče tako sliši, klišejsko, ne, pa ja, vse bomo uredili, ampak res, in res to res globoko verjamem, pač pa tista je bila meni zmeraj všeč, če še ni, v angleščini jo bolj znam, ampak če še ni, if it's not okay, everything will be okay at the end, if it's not okay. Mislim, ja. I know. Se pravi, vse bo, na koncu bo vse v redu. Če še ni v redu, potem še ni konc. Res. In dostikrat opažam pri ljudeh, naprimer, ko delam z njimi, ko padejo v ta stresno stanje, o katerem si zdaj govorila, ne, se vdajo. Ja. Se vdajo in potem pride neka paraliza v glavi, mentalna paraliza, ki potem eskalira v čustveno paralizo in v fizično paralizo. In potem ljudje v tem stanju lingering, obstajajo in čakajo, ne vem, in to traja 10 let, 20-30 let, dokler ne pride naslednji trigger in potem spet nova depresija, ne. Ali pa do konca življenja. Ja. Eni umrejo tak način. Eni umrejo celo življenje v tem stanju, ne? In to je pa tisto, kar pač mogoče bi rekla, da bi pač rada videla, da bi ljudje ne samo preživela, ne, ampak živeli, ne, se pravi thrive, ne samo survive, ne. Ja. In to je tukaj, ne, ampak se pravi, najprej moraš se priznati, pa se sprejeti, pa ne obupati, iskati različne poti. Jaz bi rekla, da je to, kolikor je ljudi, toliko je različnih poti, pa toliko je različnih pravilnih odgovorov.
Jaz, takrat, ko sem začela iskati ta odgovor, ne, se pravi, jaz sem tudi, tista zdravnica mi je zelo pomagala in pač kratkoročno ono, kar sem rabila, dejansko so bile tablete. Jaz absolutno nimam nič proti tabletom, meni so blazno pomagale. To se pravi pomirjevala? Ne, niso to pomirjevala, to so kot antianksiotiki. Jaz sem imela anksiozo, jaz nisem bila toliko depresivna, ampak se pravi anksioznost. Kar veš, veliko je tega konflikta, naprimer opažam pri ljudeh, ne? Eni, ko so za medicino, pa so, ja, to je lekarna, to je kul, ne se držijo tega zemeljskega aspekta, pa so pa eni alternativci, ki pa rečejo, ne, to pa sploh ne, zaradi tega, ker to pa ni naravno, to pa ni, ne. Torej, pridemo do točke, da je, če zmešaš znanost pa z nekimi naravnim, pametnim pristopom, ti lahko veliko bolj pomaga. Ja. Jaz mislim, da zato sem rekla, da vsak ima sicer svojo pot, ne, in bi bilo pač fino, da smo toliko pogumni, da si pač upamo iskati to pot, ne. Glih tukaj je težava. Je pa težava, ja, če si pač prvič pa tako zgodi, pa nobenega v tvoji okolici nimaš, se ne znaš podati na tisto pot. Pač greš najprej k zdravniku, pač tako je, ne, če si pač bolan, smo bili pač navajeni, gremo k zdravniku in ti pač ti zdravnik nekaj svetuje. In jaz sem pač, tako kot sem rekla, imela srečo, da sem imela tako zdravnico, ki je bila precej odprta za te zadeve, ki ni nič obsojala, ki mi ni dala občutka, ne, to ti ne rabiš ali pa ja, nujno moraš to vzeti, ampak mi je tako takrat pač lepo predstavila, pač to, kar zdaj mislim, da smo vsi verjetno že slišali, ali pa veliko ljudi. Pa če rabiš, ne vem, berglo, ne, ko imaš nogo zlomljeno, je vse normalno, da boš pač jo vzel, pa šel. Neka stvar prišla in ti pač rabim, moram pomagati. Ne bo noben rekel, spareva, no, mislim, kva tle z berglo okoli hodaš, ne. Če imamo pa težave, ki se ne vidijo, ne, je pa bil ful velik predsodek vzeti to berglo, ne, in pač ona mi je to takrat tako rekla. Ker doskrat, naprimer, vidim, ko imajo ljudje konflikt v glavi, ne, antianksioti. Ja, ne vem točno, kako proti anksioznosti. Ali pa antidepresivi, ali pa vse te zadeve, ne. Vidim pri enih ljudeh, da ne razumejo, kaj to je, ne razumejo, eni si jih ne upajo vzeti zaradi tega, ker je toliko nekih mnenj o tem, ne, in eni ne znajo končati s tem. Ja, res to se je. pravi tisto, kar jaz sem šel tudi pa razmišljati o tem, ne, kaj je to, to je neko orodje in če ti neko orodje pomaga, da se ti umiriš, če se ne moreš drugače umiriti, vzam, kaj pa potem, ko si ti enkrat umiren, moraš pa začeti neko delo na sebi delati, ne? Ja. Zaradi tega, ker veliko ljudi jaz poznam, naprimer, ki so na antidepresivih in potem, ko se umirijo, reče, aha, zdaj pa v redu. To je to in zdaj to je to. In če bom spet živčna postala ali pa živčen postal, bom spet vzela antidepresiv, pa bo spet v redu, ne? Tukaj pa pride zdaj do neke točke, ne, ko mora pa človek, ko se umiri in pride iz tega krča, ki ga ni mogel obvladovati, do točke, da pa se lahko končno razume, umirja, mora pa začeti opravljati neko delo na sebi, zato da ne bo se vrnil nazaj, ne? Tako da me zanima tvoje korake na tem področju. Res je, ampak tukaj se moram malo vrniti tja nazaj, da se moramo sprejeti, da ne bo nikoli več tako, kakor je bilo. Delo se nikoli ne konča. Ja. Ne? Se pravi, nikoli tudi, če bi zdaj človek rekel, zdaj sem pa v redu, bom nehal jemati tablete, ti nisi več tako. Ti bom rekla, pač smo broken, ne? Mislim, broken. Ti se moraš skozi truditi. To je tako, pač jaz si predstavljam, kaj se vem, kaj da bi bil na unmu tekaču, ali kaj je tisto, kaj je... Treadmillu, ja. Pač, če neham, takoj, ko se ustavim, me vrže dol, ne? Ne, ko si na tistem gor, se moraš skozi premikati. In pač shit happens, ampak pač smo na tistem gori, se moraš skozi premikati. Skratka, to je prva stvar. Skozi bo treba delati. Ni, ko si pač zdaj ti v redu, ne? Zdaj ali nehaš meditirati, ali nehaš jesti tablete ali kakorkoli in potem smo pozdravljeni. Ne deluje to na tak način. Ne? To je pač prva stvar. Druga stvar je pa tako. Jaz sem imela mogoče zelo malo kontroverzno mnenje, ker je meni tako dobro to delovalo. Jaz sem jemala to, kako ne rečem, skupaj, komplementarno. Se pravi, in zdravila, in vse ostalo. Da sem se dobro počutila. Se pravi, delo na sebi. Hotela sem povedati, da jaz nisem nehala jemati tablete. Da jaz, ko sem jih enkrat nehala jemati, je bilo veliko slabše, ampak lahko se pol enkrat kdaj to vrnemo nazaj, ampak je bil pač nek
perfect storm, ki se je takrat to zgodilo. No? Skratka, delo na sebi. Ja, jaz sem se iskala, priznam, veliko sem iskala, kaj meni paše, kaj mi ne paše. Recimo, mene je zelo v tistih hudih obdobjih, pa nisem jaz največji navdušenec fizične vadbe, ampak fizična vadba, res. Se pravi, da sem se zdihala, da sem se dejansko prešvicala. Pa zame je bila joga, ker je bila mešanca fizične vadbe, pa hkrati Neke energijske, malo višjega, tako, malo višje ravni. Pol sem jaz vse sorte probala, na reiki hodila, Kristi sem tudi takrat potem na razne te meditacije. Vsaka stvar mi je dala nekaj, če mi pa ni, sem pa ugotovila, je bila pa to, kar naj rečem, ko ena, to ni zame, dajmo še druge poti raziskati. Skratka, zame je bilo vse, kar sem doživela, kar sem probala, mi je koristilo. Zdaj, jaz, recimo, samo meditacija, moji možgani so preveč, smo različni, a ne? Eni se lahko umirijo in je to super najboljša, res najboljša stvar. Eni imamo pa, bom pa jaz tako rekla, meditacijo na drug način. Recimo, David, spet bom se vrnila k partnerju, je zame popoln primer, kako on ima meditacijo med vadbo, se pravi med tekom, med kolesarjenjem. Jaz vem, da on točno to, kar mi skušamo, ne, ali pa skušajo med meditacijo doseči, on doseže v bistvu z vadbo. Se pravi, on je aktiven. In jaz sem isto bila tako, se pravi, ne z vadbo, ampak se pravi, ne vem, meni je bila, jaz sem se lahko zelo pomirila z tapkanjem, pa nisem noben strokovnjak, ampak če poznaš mogoče EFT, Emotional Freedom Technique. Tako, recimo, meni je to pasalo. Li zaradi tega, ker sem lahko nekaj zraven počela. Zaradi tega, da nisem bila skozi noter v svojih možganih, ker jaz, če imam preveč časa, jaz potem začnem pač hrčkati. In to je ena stvar, ki sem jo mogla sprejeti pri sebi in jaz moram pač najti tehnike, kako lepo živeti kljub temu, tako bom rekla. Se pravi, kaj sem še jaz počela? Ja, ker jaz sem imela tudi težave s spanjem, seveda, to je ena najbolj takih tipičnih težav, ki jih imaš pač takrat, ko si v depresiji, anksioznosti in tako naprej, to je res grozen. Ja, pa razne tehnike, kako spati, kdaj spati, recimo, kar vem, da zelo pomaga, pa bi vsakmu svetovala, ampak sem jaz blazno napako naredila, je pa to, so pa socialni stiki. Oziroma neke povezave, ki ti nekaj pomenijo v tistem trenutku. Ker to res pomiri, sprošča serotonin in tako naprej. Se pravi, socialne povezave. Zdaj, a je to z partnerjem, družina, prijatelji. Lahko je pa tudi res lahko, če imaš ti močno povezavo z nekim psom, s tvojim psom, mačko. Jaz se spomnim, to še prej sem vse to vedela, ker sem imela to težavo, sem celo življenje imela živali. Jaz sem imela ful rada živali v enem kratkem obdobju. Sem tudi mislila, da bom veterinarka, pa imela živalski vrt, pa tako naprej. In sem bila eno tisto obdobje, ko sem se sesula brez živali. Jaz se spomnim, takrat sva še z mami skupaj živela, sem se mogla z njo zmeniti, sem rekla, mami, jaz rabim mačka. To je bilo tako, se vem, da se smešno sliši, ampak sem rekla, mami, jaz prav čutim, da rabim tisto neko povezavo. Ne? In to so pač stvari, ki ti lahko pomagajo. To je pa ta support system, oziroma podporni sistem. Tako, ampak tudi ne, samo že to, da se sploh ne rabiš nekaj dejansko, da naredijo zate, ampak da so tam. Da veš, da te pač podpirajo, da so na tvoji strani, ne? Da je to pač tvoj človek, tvoja oseba. Ne? In ko sem prišla iz ta druga, jaz sem imela 2 taka, bom rekla, malo hujša cikla, ne? Je bila ravno tale stvar, se pravi, te socialni stiki, pa tako je bila to prav moja, sem si dala za nalogo, ker sem vmes izgubila, pa sem imela zelo dobre prijateljice pa prijatelje, ampak eni stiki enostavno, jaz sem se kar, ko je bilo zadosti hudo, namesto da bi se usmerila med ljudi, sem se umaknila. In je bila to prav moja naloga in sem si zadala in mislim, moram potrkati zdaj zadnjih 10 let, da vzdržujem tudi prijateljske stike. Ker to se sliši tako zdaj, kaj pa je to treba delati. Ne, ko smo odrasli, dejansko se je treba truditi. Ne? Mislim, pa ne truditi, ker ne bi hotel videti človeka, ampak zaradi tega, ker enostavno vsak ima svoje življenje, časa zmanjka, vedno so pač neke zadeve. Ne? Ampak
tako, kot pri vseh drugih stvarih pravim, ne, če ti zadeva pomeni, najdeš čas, drugače pa izgovor. Ne. Ja. In jaz sem se pač odločila, da bom najdla čas. In recimo tudi s Kristi, Kristi imam imam 3 prijateljice pa prijatelja. Ja, ker prav namensko si pač vzamemo čas, se zmenimo, se Vidim, imate prav urnik. Kristi ima pa daleč najbolj določen. To je pa res, meni sicer paše, ker sem jaz tudi organizirana, zelo mi to paše naprej. Ampak jaz s Kristi se tako zmeniva po en mesec naprej, takrat, a si, sem v redu in Kristi da v koledarček noter. Ja. In to mislim, da zdaj že zadnjih 10 let. Ja. In ti, na primer, imaš to izkušnjo glede tesnobe, glede iskanja same sebe, glede kako se malo izgubiš, pa se potem malo nacentriraš nazaj. Je nekaj, kar sem opazil v moderni družbi, da je res pogosta stvar. Sploh je, na primer, ful je pogosto to čustveno stanje v karierah, kjer se ljudje ženejo za nekimi karierami. Pogosto je v partnerstvih, ki ni, ne vem, ali neke iskrenosti, ali dva nista za skup, pa se potem nekaj pretvarja, pa neko ugajanje. Pogosto je, ne vem, pritisk, ki prihaja mladim mamicam, pa mladim staršem, pa kako je treba otroka vzgajati, pa kako ne, pa kaj je treba doseči. Ne? Moderna družba ima ogromno nekih pričakovanj, ki človeka, ki je lahko, ima nek svoj bioritem, pa začne svoj bioritem spreminjati zaradi tega, da bo pasel v družbo. Ne? In ti si šla čez ta cikl in zdaj si stara čez 40 let in si nekako poštekala, kdo Mateja je, kako delovati v tem svetu, da se ne zgubiš in si nekako našla svoj calling oziroma in si se pač prepoznala, da bi pa tudi rada pomagala drugim ljudem, ki so se znašli v tem ciklu. Ne? To se pravi, če mi dva zdaj gremo na coaching, ti si nekako začutila, jaz sem ti že oba s Kristi rekla, da si naravni coach, ne? Ne? Naprimer, Mateja je en človek, ki ima zelo zna dobro analizirati stvari. Naprimer, njena moč, če veste, kaj je njena supermoč, bi rekel, definitivno sposobnost analize. Ne? In ona, naprimer, ima eno tako zelo zanimivo sposobnost, da ko vidi nek problem oziroma neko težavo, začne ona iskati, kaj je razlog, zakaj se je ta stvar zgodila in kakšne so možnosti, da se ta stvar spremeni. Kar je v bistvu coaching, ne? In coach je, ko ti najdeš nekega človeka in mu pomagaš spoznati, zakaj ima neko težavo in mu pomagaš odpreti vrata, da lahko gre ven. Ne? In če si zdaj ti si se odločila, da greš v to pot in boš v bistvu, kaj je tvoj primarni pristop? Naprimer, kje se ti čutiš najmočnejšo v coachingu, da bi zdaj ti nekomu pomagala razumeti, kaj je to zgodbo čustvene zgubljenosti, najti čustveno stabilnost, a veš? Razumem. Čistko, zakaj sem se jaz, tako bistvo, zakaj bi bila jaz rada, oziroma zakaj sem rada coach, je zaradi tega, ker imam jaz v osnovi res rada ljudi in bi res jim rada pomagala, ker se mi zdi, da je velikrat tako, da ljudje kar obupajo, ljudje ne verjamejo vase. Tisto, kar sem prej rekla, da pač kar stagniraš. Sej, kaj pa lahko naredim? Ne, da se narediti, da se marsikaj spremeniti. In to je tisto, no. Jaz bi rada videla, da bi se ljudje imeli radi, sami sebe. Tudi druge, to je super, tako pa pride, tako, točno tako. Ampak predvsem radi sebe. In zdaj točno konkretnih težav, mislim, ali pa konkretnih izzivov je zelo veliko. Jaz se počutim pač, zelo so mi blizu odnosi, pa vse v bistvu na žalost, razne motnje, ne, od anksioznosti, depresije, strahov. Ampak jaz mislim, da v osnovi imamo pač ljudje težavo, mislim, je pač se začne na istem, no, na tem, da moraš imeti najprej rad sebe, sprejemati sebe in ko je to, potem točno se ti kar odprejo ene zadeve, kaj moraš spremeniti. Sam pol pogruntaš, kaj moraš spremeniti, ker ugotoviš, kaj te moti, ker pač enkrat sebe toliko ceniš, veš, kaj te moti, kjer stvari je treba spremeniti. In potem, to je pač že itak del coachinga, ne? In potem se pač najde, bistvo je tudi, da se potem najde cilj, da vemo, kam gremo. Ne? Se pravi, da najprej je treba pač, imeti pogum, reči, hočem nekaj spremeniti, potem pa kam točno. Je zdaj vse skupaj je pač
en proces coachinga, ki je meni zelo bliz. Ki meni, jaz že tako, pač, ko si ti rekel, da sem mogoče komu delovala tako ali coach ali pač, da sem svetovala. Ja, jaz sama pri sebi sem prijateljem, kadar so pač želeli od mene z veseljem kaj povedala, ampak drugače pa je ena taka malo skrivnost. Jaz dejansko sem vedno analizirala ljudi. Jaz pač vedno bi jim rada, ja, se vem, da to ni fajn, se to je tisto. To je isto delno drugače. To je tako, a veš, ko v bistvu bi, če bi tako, pač, pa zakaj to? Ja, Testing to subject. tega. Ja, Let me see. Ja, Let's dig ja, in. ja. Tako da ne, jaz v resnici me to zelo zanima. Ne samo, sicer mogoče mi je žal, ampak vem, da po drugi strani je vse za nekaj dobro, da nisem to študirala, ampak tudi možgani, ne, se pravi, kako dejansko možgani funkcionirajo. To je tudi meni blazno fascinantno, nevroznanost. Tako da, ja, ljudje me nasplošno zanimajo in mislim, da če pač pristopaš, pa rada imam, tako da pač če pristopaš s to neko sprejemanje. No. Pač vsi smo različni, vsi imamo neke, bomo rekli, stvari, ki niso pravilne, jih čutimo, stvari, ki niso pravilne, pa naredimo stvari, ki niso pravilne, pa mislimo stvari, ki jaz zdaj delam tako, niso pravilne, ne, sej, ne. V eni kulturi je nekaj pravilno, pa eni družini, Ja, pa tako naprej, stvar zornega kota. Ne. Ampak da bi pač, da ljudje se zavedajo, da imamo pač vsi take težave, da smo skupaj noter v tem, da je to nekaj povsem normalnega in da je treba samo, spet bom ponavljala se, pač verjeti vase, no. Verjeti, da je moč, da smo mi tisti. Prej si omenila, da se mora imeti človek rad. Ja. Kaj bi bil zdaj Mateja recept človeku, ki se nima rad, kaj bi ti zdaj svetovala? Kaj bi rekla, da so tisti koraki? Tam je pa, iskreno, tam je ful težko, ker se mi zdi, da to je najdlje trajalo pri meni. Kaj so tisti koraki? Najprej biti samo prijazen do sebe, čistko. Se pravi, če čutiš, da nekaj ni v redu ali pa da je nekaj v redu, da narediš nekaj za to. Evo, spet smo po reakciji. Ne? Skratka, biti prijazen do sebe. Se obkrožati tudi z ljudmi, ki ti zrcalijo, se pravi s pozitivnimi, ampak ki ti iskreno zrcalijo ta dobrost, tebe tak, kot si, ne tak, kot se recimo mogoče kažeš v kakšnem toksičnem okolju. Ker včasih je tudi tako, da če si v okolju, v katerem te ne sprejemajo, se ne počutiš dobro, ti nisi v resnici ti. Ampak igraš neko vlogo, Ampak igraš neko vlogo. In jaz se spomnim, da sem velikokrat mislila, a sem to res jaz, ne? In jaz vem, da sem dvojno trpela, zaradi tega, ker pač, ko so bili ljudje neprijetni do mene, bom se lepo izrazila, in ko sem bila potem jaz taka do njih. Ne? In potem, če si dolg časa v takem okolju, ja, začneš verjeti, da si pač ti tak. Ne? Se zgubiš, ne? Jaz zase sem videla, da mi je dal pač čas to. Jaz enostavno se nisem mogla na silo. Jaz mislim, da sem bila toliko ne vem, ali sem bila vzgojena v to. To se pravi, da človek, kako sebe imeti rad sprejeti, da si da potem čas, da sebe investira in da dela tisto, kar želi. Tako, ker to se ne zgodi, absolutno se nobena stvar ne zgodi čez noč. In ne pričakovati, jaz upam, no, da noben ne pričakuje, da so kakšne tiste, kako se reče, da se ponavlja vsako jutro pred jaz se imam rad. Afirmacije, ja, hvala. Pač, če boš rekel 3-krat na teden, mislim, ali pa en teden si boš to govoril, se ne bo kaj dosti zgodilo. Tudi verjetno, eni pravijo, da je 1 leto, pa navade, pa tako naprej, ampak zame vem, da ni bilo zadosti 1 leto. Ne. Zaradi tega, ker je treba konkretno akcijo narediti, prezentiti. Ker to ni nič, ja, ker to ni nič, ja. Veš, to mi je všeč pri tebi, pri coachingi, zaradi tega, ker ni samo na nekih ne deluješ samo na tem, da ti nekaj razlagaš in ne daješ tega občutka, veš, da se vse težke zadeve zelo enostavno spremenijo, ampak si ful konkretna, treba je delovati, treba je vsako misel, vsako tehniko pretopiti v neki točki v akcijo, fizično, biološko premikajočo se akcijo. Ne? Točno tako. Ja, nič ne pride zlahka, nič ni kar tako.
Tako da ja, je ta dvojnost, hkrati jaz govorim, vse bo v redu na koncu, ker iskreno to mislim. Ampak, če boste vi kaj naredili za to, ne? Oziroma, če bomo mi kaj naredili za to. Tako da ja, jaz rada se imeti, to je bila to, kar si ti prej rekel konkretno, to je meni to jaz moram delati vsak dan na tem. Recimo, zame je bila, tudi se mogoče malo pocukren sliši, ampak dejansko jaz imam čez oči moje hčerke veliko krajše. Tako da mogoče me tudi to zdaj pač malo zdravi. Verjetno sem imela kakšne nerazčiščene zadeve iz preteklosti, pač odnosi mama, hčerka pa tako naprej. Tako da zdaj recimo siguran mene je moja hčerka tudi, se pravi ta odnos. Prek njenih oči, ko vidim, kako ona mene vidi, sem vam veliko krajše. Ok. Povej mi, kaj je tvoja največja zmaga, ki si jo na primer v življenju dosegla? Zmaga? Ja. Ste rekla, Mateja, svaka ti čas za tole. Tole zdajle, televizija. Ne, čeprav ja, res je izven moje cone obdobja. Ja, vse je bolj na starejša leta. To, da sem si priznala, da moja poklicna pot prejšnja, za katero sem mislila, da je to ni odstopen konc. To je zapravo finančni svet, revizija, računovodstvo, da to ni to, da enostavno to ni to. Sem dolgo vztrajala. Koliko si bila stara, ko si začela spreminjati mindset? Ja, začela spreminjati mindset. Da si rekla, to, kar sem izbrala, ni to, rada bi spremenila. Leta 2020 se je v bistvu začela transformacija, ampak verjetno ne. Veliko ljudem se takrat marsikaj dogaja. To se pravi pri tvojih 39-ih, ne? 39. Si začela razmišljati, da bi spremenila pot. Ja. Veš, koliko ljudi je na napačni poti v življenju, pa so rekli, pa že 20 let, pa faks sem naredila, pa investirala, pa ne bom zdaj nekaj spremenjala, bom še potrpela do penzije teh 30 let, pa počakala, ne? A ni to? Točno to je bilo to. In pri meni je bilo to dolg let, isto sem razlagala. Ampak pa sem si pa tudi obrnila, tako kot si rekel, ne bom že potrpela, sem si pa predstavljala, ok, zdaj ne vem, 15 let delovne dobe, bom že potrpela še tistih 25 let. Pa inkarnacija mim, ne? Tako, ne, to, mislim, ja, nisem še na koncu, ne, mislim, res še ne bi bila na koncu, da in res ne bi trpela tudi, pač, če ni treba, ne, mislim, ni treba. Pač so situacije v življenju, to je zelo posplošeno, vedno vsaka stvar, kar rečem, je pač z mojega pogleda, z tega, kar pač jaz vem, ne. In če mi ni treba, pač res ne bi, niti dneva več. Ampak je bilo, se pravim, od leta 2020, takrat se je začela transformacija in se mi je zdelo, da mi je, res niso bile prijetne izkušnje, no. Ampak res je vsaka stvar za nekaj dobra na koncu. Še enkrat, ni bilo fino, ampak sem ful vesela, ker me je vsaka tista izkušnja pripeljala do tle. In zdaj sem tukaj in mi je ful fajn. Jaz sem ful vesel, da si tukaj in da ti je fajn in da si našla to. Sploh zaradi tega, ker si ful dober čustveni coach, ker si dobro analizo delaš ljudi, ful imaš naravno sposobnost analizirati psihologijo človeka, mindset človeka, znaš dobro povezovati vzorce z njegovimi posledicami, ki jih ima v življenju, ne. Tako da, jaz sem vesel, da si izbrala to pot zaradi tega, ker je premalo takih ljudi, kot si ti na planetu in vem, da boš lahko pomagala mnogim ljudem, ko so se ali izgubili, ali iščejo to spremembo, ko si zdaj ti, mislim, ko si jo ti začela delati, pa si rekla, veš kaj, bom čisto obrnala svojo pot v življenju, pa svoj klic, pa se bom vrnala nazaj k nečemu, kar me že prej klicali, pa sem mogoče nisem tako odzvala, ne. In mama si, in partnerka si, in poslovna ženska si bila, pa zdaj si na drug način, pa coachi, tako da imaš ogromno nekih niti, ki jih lahko povezuješ skupaj. In jaz mislim, da je ogromno ljudi, ki si ti pravi coach za njih. Tako da mislim, da na tem planetu manjka coachov, ki imajo srčno čakro odprto. Ne samo coachov, kot tehnike šibajo, ja, naredi to pa to pa to, pa ponavlja to pa to. Ne, to ni coaching. Coaching je, ful dober coach je coach, ki združuje sebe naravno, to se pravi naravno svojo osebnost, da znaš povezati z modrostjo
In ja, tudi tehničnim, psihološkim, čustvenim, duhovnim delom, in če to dvoje znaš združiti in imaš človeka pred sabo in ga znaš voditi čez ta proces, potem verjamem, da lahko pomagaš in tista coach. A veš, tako da, kje te lahko ljudje najdejo? Mateja je novi coach, ki dela z duhovnim ateljejem potovanja duše. Kak je tvoj mail? Evo, da svoj mail. Kam ti lahko ljudje piše za vprašanja? Mateja@potovanje-duša.si. Ja, evo, da ti lahko piše ljudje za vprašanja. To se pravi, če ima kdo kakšno težko situacijo, napišite Mateji, če ste se prepoznali kjerkoli, to bi sem delček Matejine zgodbe. Ne? Danes smo mi dva hotla predvsem tukaj, da sprožimo neko novo zgodbo. Ne? Niti nismo šli sploh tako v tehniko. Ja, se mi zdi, tehniko je pač... Ja, tisti bojo še drugi videi, pa bojo še potem osebni coachingi. Ampak, če ste kjerkoli začutili, da imate neko vprašanje, za katerega čutite, da ima Mateja, ali pa da je ona prav človek, kateremu se lahko zaupate, pa povete, definitivno pošljite mail. Jaz se spomnim, koliko ljudi je meni pisalo v preteklosti, ker že leta in leta delam z ljudmi, pa so rekli, pa sem čakala 1 leto, Mihael, pa 2 leti, pa 3 leti, si nisem upala pisati, in sem zdaj toliko vesela, da sem prišla tebi na to delavnico, pa sem toliko vesela, da sem prišla na meditacijo, pa da sem kupila knjigo, ne čakati, zaradi tega, ker življenje je tik-taka, kolikor imamo občutek, da ga imamo na pretek, ni, lahko gremo tjale v dom za ostarele, pa bomo videli, da je ura tik-taka. Tudi kakršnokoli obstajanje ali v nekih občutkih, ko vas matrajo, ali v karierah, ko vas dušijo, ali v odnosih, ko ste nesrečni, je brez veze. Zaradi tega, ker so rešitve, ker so ljudje, ki to razumejo, ki znajo pomagati in imajo strategije in imajo tehnike. Jaz vem, da Mateja ima ogromno principov, pristopov, kako delati z strahovi, kako delati z anksioznostjo, kako delati z slabo samopodobo, kako delati v izgubljenosti v odnosih. Pa napišite mail, zaradi tega, ker včasih je sam v tem primeru en mail stran rešitev, ki lahko vse spremeni. Včasih, pa še ena stvar, ko sem jaz ugotovil, ljudje, ko smo v problemih, oziroma ko smo obtičali v življenju, imamo občutek včasih, da vse narobe, Pa ni. Ena stvar je ponavadi tista informacija, ki ti obrne stvar okoli, pa ti da čist nek zorni kot. Ena ponudba, ena informacija, oziroma en nasvet ti lahko spremeni tok smeri. In zato sem vesel, da delamo skupaj. In zato sem vesel, da si se odzvala danes povabilo, pa da si zaupala del zgodbe, zaradi tega, ker Mateja je ta informacijska knjižnica, čustvena knjižnica, in vem, da si ti tisto, kar mnogi ljudi iščejo. Upam, ker pač jaz res bi rada, iskreno, bi rada pomagala, če pač se kdo začuti poklican. Absolutno, in mislim, da nikoli ni bil boljši trenutek kot zdaj. V 21. stoletju z vsemi možnimi lekcijami, ki človeštvo izkuša, da si vsak najde svojega coacha, katerega čuti. Tudi jaz imam svojega coacha. Jaz sam sebi probam biti svoj coach, moji duhovni vodniki so moj coach, Kristjan moj coach, Mateja, še spomniš na zadnje, ko je bila pri meni, ko smo debatirali ene stvari, pa gledali stvari, je en coach. Tudi naredite si ekipo coachov. Jaz sem danes toliko hvaležen, da vam lahko ponudim nekoga, ki je res kredibilen, ki je kul človek, ki ni tukaj zaradi nekih, zato da bo slaven, zato da bo ne vem kaj bogat, ampak je tukaj zaradi iskrenega namena. In mislim, da... Si dobro rekel, sem še to bi dodala, da ni potreben točen določen coach. Coach lahko je pač vaš najboljši prijatelj. Je to to. Ja. Sem, če imate tisto osebo, to je bistveno. Če pa rabite, so pa še druge opcije. Ja, če lahko za svojim krogom prijete do odgovora, absolutno, dajte. Ampak če pa ne morete, če ste pa obtečali, pa veste, Mateja@potovanje-duša.si. Tako da, Mateja, ful ti hvala, da si prišla. Pozdravlja po Davida, pa Aljo, hčerko. In sem vesel, da gremo po tej poti naprej. Drži se.